vsem Slovencem gnado, mir, milost in upravo spoznanje Boga po Jezusu Kristusu. Odkar svet stoji, se to ni še nikdar zgodilo. Zakaj slovenski jezik se doslej nikoli ni pisal, še manj pa tiskal. Odslej pa bo Bog slavljen tudi v slovenskem jeziku. V imenu Boga Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Zaupanje vernega človeka stare zaveze. Bog nam je zatočišče in moč, pomoč v stiskah vedno navzoča. Zato se ne bojimo, ko se zemlja spreminja in se gore majajo v osrčju morja, naj si hrumijo in se penijo njegove vode, naj si se tresejo gore ob njegovem vzdigovanju, reka. Njeni tokovi razveseljujejo Božje mesto, najsvetejše med bivališči najvišjega. Bog je v njegovi sredi, ne bo omahovalo. Bog mu bo pomagal ob nastopu jutra. Narodi so hrumeli, kraljestva omahovala. Povzdignil je svoj glas, zemlja se je zamajala. Gospod nad vojskami je z nami, trdnjava nam je Bog, Jakobov. Psalem 46, imenovan tudi Lutrov psalem. Besede milosti in slavospeva pa pravijo: tisti, pa ki zaupajo v Gospoda, obnavljajo svojo moč. Vzdigujejo trup kakor orli, tekajo pa ne opešajo, hodijo pa ne omagajo. Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji. Molimo, dobri Bog. V dolgih stoletjih je tudi med slovenskim narodom nastala in ostala Kristusova cerkev, katere temelj je njegov evangelij. Sprejmi našo zahvalo, kajti to ni bilo le človeško delo, temveč tvoja dobrota, tvoja zvestoba in moč tvojega duha. Sprejmi zahvalo za velike može in žene reformacije. Dobri Bog, sprejmi našo zahvalo za celotno krščansko cerkev, ki kot verno ljudstvo zdaj in tukaj deluje iz moči evangelija. Amen. Prišel z nebesi na svet, Pokazal pot, šel sveta si na križ, odplačal dolg, šel si s križa v temni grob in iz groba nebo, ti si kralj za večno sol. Bog, slavim tvoje ime, rad prepevam tebi pesem, dajem svoje ti srce.
si skrižal temni grob in iz groba ne bo, ti si kralj za večno sol. Prišel z nebesi na svet, Pokazal pot, šel se trasi na križ, odplačal dolg. šel si skrižal temni grob in iz groba ne bo, ti si kralj za večno sol. Ti si kralj za večno sol. Ti si kralj za večno sol. Spoštovani, dobrodošli v Evangeličanski cerkvi Dobrega pastirja Novo mesto na Trubarijadi 2024 ob praznovanju letošnjega dneva reformacije. Med nami prisrčno pozdravljamo škofa Evangeličanske cerkve Augsburške veroizpovedi v Republiki Sloveniji, magistra Leona Novaka. V nadaljevanju pa pozdravljamo tudi vse ostale goste. Bivšega škofa magistra Geza Fila iz Evangeličanske cerkvene občine Ljubljana, duhovnike magistrico Judit Andrejak iz Evangeličanske cerkvene občine Murska Sobota oziroma Evangeličanske cerkvene občine Lendava, duhovnika Dušana Barišiča iz Evangeličanske cerkvene občine Koper Izola. Nadalje pozdravljamo predstavnika škofije Novo mesto za ekumenske odnose, gospoda Marka Burgerja. Župnika iz župnije Šmihel Novo mesto, doktorja Štefana Hosto. Patra iz župnije Sveti Lenart Novo mesto, gospoda Gregorja Kosa. Paroh Srpske pravoslavne cerkve v Novem mestu, magister Danijel Nikolič, pa se je zaradi nujnih službenih obveznosti opravičil, želi pa vsem vse dobro. Prav tako se je zaradi nenadne bolezni opravičil pastor iz Evangelijske cerkve Logos z Bleda, gospod Ace Arsov. Pozdravljamo pa imama Islamske skupnosti Novo mesto, gospoda Adnana Merdanoviča. Med nami lepo pozdravljamo podžupana mestne občine Novo mesto, gospoda Urbana Kramarja. Poslanko Državnega zbora Republike Slovenije, doktorico Vido Čadonič Špelič. Direktorico Splošne bolnišnice Novo mesto, docentko doktorico Mileno Kramer Zupan. Prorektorico Univerze Novo mesto, redno profesorico doktorico Jasmino Starc. In direktorico Zavoda Primoža Trubarja iz Murske Sobote, doktorico Klavdijo Sedar. Svoj izostanek je upravičila dekanica Protestantske teološke fakultete Univerze v Zagrebu, izredna profesorica doktorica Lidija Matoševič. Pozdravljamo tudi vse prisotne, ki ste se udeležili današnje svečane prireditve. Zahvaljujemo se televiziji Novo mesto, vaš kanal, časopisu Dolenjski list in ostalim medijem. Na koncu se zahvaljujemo mestni občini Novo mesto za sponzorstvo. Sedaj pa k nagovoru vabimo škofa magistra Leona Novaka in za njim še podžupana gospoda Urbana Kramarja. Prosimo. Spoštovani in cenjeni visoki gostje, dragi obiskovalci, bratje in sestre v Jezusu Kristusu. V veliko veselje in zadovoljstvo mi je, da vas lahko v imenu Evangeličanske cerkve Augsburške veroizpovedi v Republiki Sloveniji na današnji slovesnosti v Evangeličanski cerkvi Dobrega pastirja tukaj
v Novem mestu prav prisrčno pozdravi. Letos obhajamo 460. obletnico izida cerkvene ordninge Primoža Trubarja. In lepo je, da se spomnimo tega vizionarja, reformatorja, Bogu predanega človeka, ki v tej knjigi obravnava osnovna vprašanja teologije, bogoslužja, cerkvene organizacije, evangeličanskega prava in šolstva. Prav je tudi, da si ogledamo Dalmatinov prevod Biblije, to je Svetega pisma Stare in Nove zaveze, ki je Slovencem omogočil, da so že pred 440 leti lahko Božjo besedo prebirali v materinem jeziku, spoznavali na ta način Božjo voljo za svoje življenje in jo implementirali. Z Dalmatinovim prevodom smo Slovenci postali 12. evropski narod, ki je dobil celotno Sveto pismo v svojem jeziku. Ta prevod je dvignil slovenščino na raven visokega knjižnega jezika in s tem omogočil razvoj slovenske narodne zavesti in kulture. Slovnico Adama Bohoriča je slovenščina kot knjižni jezik dobila dokument svojega obstoja. Če je Primož Trubar prvi spostavil slovenski knjižni jezik, je Adam Bohorič prvi opisal njegovo zgradbo. Njegova slovnica proste zimske urice iz leta 1584 je prva slovnica slovenščine. V njej je Adam Bohorič uzakonil Trubarjev črkopis in vse do srede 19. stoletja se je pisava, s katero so se zapisovala slovenska besedila, imenovala Bohoričica. Prav je, da se ob tako častitljivem jubileju posvetimo temu izrednemu dosežku. Hkrati pa bomo 31. oktobra 2024 obhajali 25 let skupne izjave opravičenja po veri, ki sta jo podpisali rimokatoliška in evangeličanska cerkev, nato pa še anglikanska, reformirana in metodistična cerkev. To, kar je omenjene verske skupnosti delilo od 16. stoletja naprej, je bilo preseženo s podpisom dokumenta oziroma izjave o opravičenju po veri, ki lahko beremo, navajam. Skupaj izpovedujemo, da je grešnik opravičen po veri v odrešujočo Božje odrešilno delovanje v Kristusu. To odrešenje mu je dano po svetem duhu, v krstu, kot temelj njegovega celotnega krščanskega življenja. V opravičujoči veri človek zaupa v Božjo milostno obljubo, v katero sta vključena upanje v Boga in ljubezen do njega. Ta vera je dejavna v ljubezni, zato kristjan ne more in ne sme ostati brez del. Konec navedka. Praznik reformacije, ki ga bomo odpeljali čez nekaj dni, naj bo torej priložnost, ko bomo, kot v malo prej omenjenem dokumentu, prenovili naše medsebojne odnose, v medsebojnem spoštovanju analizirali razlike v našem učenju in tradiciji in vse to zalivali z oživljajočo in povezujočo Božjo ljubeznijo. V Janezovem evangeliju namreč beremo, Bog je namreč svet tako zljubil, da je daroval svojega edinorojenega sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi zadobil večno življenje. Spoštovani, želim si, da bi nas ta ljubezen, ki je, kot jo opisuje apostol Pavel, potrpežljiva, dobrotljiva je ljubezen, ni nevoščljiva, ljubezen se ne ponaša, se ne napihuje, ni brezobzirna, ne išče svojega, ne da se razdražiti, ne misli hudega, ne veseli se krivice, veseli pa se resnice. Vse prenaša, vse veruje, vse upa, vse prestane. Ta ljubezen naj bi vas povezovala v našem vsakdanu, še posebej pa takrat, ko so naši odnosi napeti in preveč človeški.
naj Božja beseda in Sveti Duh reformirata naš odnos do Boga in do sočloveka. Hvala za vašo pozornost. Spoštovani, drage vernice in verniki, cenjeni gostje, predstavniki Evangeličanske cerkve, cenjeni gostitelj, dr. Danijel Brkič, vsi ostali. Vesel sem, da že od leta 2017 v mestni občini Novo mesto Evangeličanska cerkev Dobrega pastirja počasti državni praznik, dan reformacije, z dogodkom, ki ste ga poimenovali Trubarjada. Skozi skupno praznovanje želimo v naši občini poudariti, da ste skozi zgodovino slovenskemu narodu zapustili nekaj temeljnih vrednot, ki so bile v času slovenskega osamosvajanja še posebej pomembne in spodbudne. Predvsem pri ohranjanju naše kulture, pisane besede, naše samobitnosti in povezanosti s svetom. Praznik reformacije je tudi praznik duha in etičnega razmisleka. Hkrati pa v vas združuje bogastvo sporočil tako na kolektivni kot tudi na osebni ravni. Trubar nam je že v 16. stoletju dal prve tiskane knjige v slovenskem jeziku, katekizem in abecednik, prvi slovenski prevod Svetega pisma. Dal nam je še veliko več. Svojim delom in vsem svojim življenjem je dokazal, kako sta med sabo povezana slovenski in evropski svet. Tako se je že pred 5 stoletji slovenska narodna bit, ki je izražena v našem jeziku, prepletala z evropskim intelektualnim in duhovnim svetom. V takratnem času je prav tako bilo pomembno delovanje Dalmatina, Bohoriča in ostalih, ki so pomembno prispevali k prevodom bibličnih tekstov v slovenščino, k prvi slovenski slovnici in razvoju slovenskega knjižnega jezika nasploh. Poleg jezika in kulture je ključno sporočilo reformacije od njenega pojava dalje poudarjene pomena človeka kot posameznika, njegove svobode in odgovornosti. Človekova individualna svoboda je znotraj reformacije najvišja vrednota, ki pa istočasno terja veliko odgovornost do skupnosti in sočloveka. To sporočilo je zaznamovalo ves evropski prostor in je še vedno prisotno kot gibalo napredka, ki vključuje etiko odgovornosti in dolžnosti. Vse 3 premise, svoboda, odgovornost, dolžnost, so vplivale tudi na razvoj odnosa do dela, fizičnega in intelektualnega, do izobraževanja ter vsestranske ustvarjalnosti. Zaradi vseh omenjenih vrednot je skoraj samoumevno, da smo se Slovenci neposredno po osamosvojitvi odločili razglasiti dan reformacije za državni praznik in dela prost dan. Tako se bomo vedno znova spominjali in zavedali, koliko dolgujemo temu pomembnemu zgodovinskemu prevratu, ki je prispeval k samozavesti slovenskega naroda, predvsem pa legitimnosti slovenskega jezika kot konstitutivnega elementa samostojnosti in državotvornosti. Zato, spoštovani vernice in verniki, cenjeni gostje, v imenu Mestne občine Novo mesto izrekam iskrene čestitke ob prihajajočem prazniku dnevu reformacije. Hvala vam, ker bogatite Novo mesto in Bog vas živi. Hvala lepa za lepe in pogumne besede. V nadaljevanju bo cerkveni mešani pevski zbor zapel pesem Gospod je moj pastir. Medtem, ko se zbor pripravlja, pa prisluhnimo psalmu 23 z enakim naslovom. Gospod je moj pastir, kateremu je posvečena tudi ta cerkev. Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. Na zelenih pašnikih mi daje ležišče, k vodam počitka me vodi. Mojo dušo poživlja, vodi me po pravih stezah zaradi svojega imena. In tudi, če bi hodil po globeli smrtne sence, se ne bojim hudega, ker si ti z menoj, tvoja palica in tvoja opora, ti me tolažita. Pred mano pogrinjaš mizo v pričo mojih nasprotnikov. Z oljem mi maziliš glavo, moja čaša je prepolna. Le dobrota in milina me boste spremljali vse dni mojega življenja. Prebival bom v hiši Gospodovi vse dni življenja.
Cenjeni gospod Primož Trubar, pozdravljeni in dobrodošli. Pozdravljeni. Ali ste vedeli, da se po vas imenuje Trubarjeva ploščad pred cerkvijo? Na tej ploščadi so v kamenu rezani temeljni stebri reformacije. To pa so solus Christus, sola fide, sola gratia, soli deo gloria in sola scriptura. Da, to me veseli. Se pa sprašujem, če sodobna cerkev in družba sploh razumete, kaj ti stebri pomenijo, oziroma če jih upoštevate. No, potem pa si poglejva, kako sodobna cerkev razume načelo sola scriptura ali samo sveto pismo. Potem pa boste lahko povedali svoje mnenje. Veš, Tomaž, jaz sem začela brati sveto pismo, ampak veš tako, čist od začetka, kako pa ti to bereš? Jaz pa berem po tem principu, kjer pade, ker itak Bog najbolj ve, kaj moram v tem trenutku slišati. Se pravi, jaz samo odprem sveto pismo in berem. A ja? Dej pokaž mi, kako to zgleda. Bom ti pokazal. Pojdi, odidi iz tega kraja. Ta bi pa res mogel na srečanje mladih prijeti v soboto. Ja, sem res. Jaz pa na srečanje mladih hodim zato, ker tam izvemo, kako pravilno razumeti sveto pismo. Ugotovil sem tudi, da mi to pomaga v vsakdanjem življenju. Naprimer, ko mi ne gre najbolje v šoli ali pa ko iščem prave prijatelje. Meni pa ta srečanja pomagajo, ker vidim, da se tudi drugi ljudje iz svetega pisma kdaj niso razumeli s svojimi starimi ali pa so jim šli ful na živce njihovi bratje in sestre. Se strinjam z Alo, ki je tam zgoraj. Jaz pa rad pridem, ker tam izvem, kako si najti dobro punco oziroma kako je, če te punca pusti. Jaz pa tudi izvem, kako se obraniti pred spletnim nasiljem in prevarami in kako si ustvariti dober profil na socialnih omrežjih. Jaz pa na srečanju za mlade izvem, da me kolegi razumejo tudi, ko se iščem, čeprav dejansko me pa totalno razume Bog. Kakšna sprememba in napredek družbe. Očitno vztrajate v veri, čeprav je vse več pasti, predvsem za mlade. Vesel sem, da načelo sola scriptura daje mladim življenjski kompas in upanje. Navdušuje me, da to načelo enačite strokovno in pravilno razlago svetega pisma, pa tudi, da se z razlago približujete mladim. Tudi moj katekizem je bil domiselno sestavljen, tako da Slovencem 16. stoletja z uporabo različnih učnih metod pomaga razumeti ključne resnice svetega pisma. Kaj pa načelo soli deo gloria? Poglejmo si, kako se v tej cerkvi odraža načelo samo Bogu pripada vsa slava. Srečen sem, Bog je dvignil me, srečen sem.
je, Jezus iz tebe je potegnil me, poj slava, aleluja, Bog je dvignil me. Sve sem sužen bil, Jezus Kristus me je osvobodil in odrešil me. Sve sem sužen bil, je odrešil me, poj slava, aleluja, Bog je dvignil me. Bog je dvignil me. Presenečen sem nad živahnostjo in odprtostjo cerkve ter spevnosti vaših melodij. Sicer pa sem že leta 1574 zapisal v pesmarici: Gospod Bog hoče nekar le samuč skozi to pismo, pridigovano in o te svete zakramente, temveč s tem petjem te ljudi k pravi veri pripraviti. Gospod Bog hoče ne samo skozi to pismo, pridige in svete zakramente, temveč tudi s petjem ljudi k pravi veri pripraviti. Kako pa v tej cerkvi poskrbijo, da tudi otroci dajo slavo Bogu, kot pravi načelo soli deo gloria? Dragi zbrani, ravno kar smo slišali posnetek skupine veroučnih otrok, ki so izdali celo svoj CD. Otroci, sedaj pa je na vrsti utrinek za otroke, kot smo ga tudi sicer navajeni ob nedeljskih bogoslužjih. Kje pa ste, otroci? Mi lahko pomahate? Upam, da me vidite. Vidim te, super. Poglejte, otroci, danes imam za vas nekaj posebnega. Zagotovo ste tole že kdaj videli. Kaj je to? To je lizika. Bravo, to je lizika. In to posebna lizika. Poglejte, ta lizika, če jo pogledamo iz te smeri, pravzaprav spominja na pastirsko palico. In ko nam je težko, se lahko spomnimo, da je Bog kot naš dobri pastir, ki za nas skrbi. Če jo obrnemo okrog, pa še celo vidimo črko J. J kot Jezus. Potem pa imamo še nekaj zanimivega. Tele barve. Pravzaprav so rdeča, pa tudi bela. Rdeča barva nas lahko spomni na to, da nas Bog ljubi in da nas Bog rešuje. Bela barva pa nas spomni na to, da smo opravičeni, torej da smo beli in čisti kot sneg. A se strinjate z mano, otroci? Super. Potem pa imamo še eno stvar. Saj veste, vedno vam kaj povem takega. Ta lizika je v resnici zelo sladka, pa tudi osvežujoča. Pravzaprav je to odraz tega, da nam vera v Boga lahko daje upanje, pa tudi veselje. Res pa je, da ko zbolimo in nam ni najbolje, takrat se ne počutimo najbolje, takrat pa nismo preveč veseli. Kaj ne, otroci? Koga takrat pokličemo, ko nam je težko? Pa koga še? Kaj pa mamico, zdravnika, mamico, očija, seveda, hitro vse na pomoč. Ampak veste, včasih je bilo to bistveno težje. Slišala sem za eno zgodbo in sicer se je ta zgodba zgodila davnega leta 1862. Takrat je en majhen deček, en majhen fantek zbolel. In ker je zbolel, se je seveda slabo počutil. Ravno takrat pa je gospa, ki je bilo ime Anna Warner, slišala za to njegovo bolezen. Veste, kaj se je odločila? Da mu napiše pesem. Zelo domiselno. In pravzaprav je to ena pesem, ki se še danes poje po celem svetu. V resnici jo pojejo čisto vsi otroci. A ste za, da se jo naučimo? Ja? Potem pa, da slišimo. Pesmi je naslov Da mu Jezus ljubi me. Da moj Jezus ljubi me, vem iz svoje Biblije, pa čeprav sem majhen še, zanj že moje ve srce.
ljubi me, on otroke ljubi vse, pridi k meni, kliče nas, milosten njegov je glas. Jezus me ljubi, Jezus me ljubi, Jezus me ljubi, to vem iz Biblije. Da moj Jezus ljubi me, in iz svoje Biblije, on ob strani mi stoji, večni je zveličar mi. Jezus me ljubi, Jezus me ljubi, Jezus me ljubi, to vem iz Biblije. Jezus me ljubi, Jezus me ljubi, Jezus me ljubi, to vem iz Biblije. Ko se spomnim svojih 4 otrok, ki sva jih imela z ženo Barbaro, pomislim na njihovo brezpogojno zaupanje. Veseli me, da tudi današnjim otrokom molitev kažete, kot sem zapisal tudi sam, da je molitev resničen in prisrčen prijateljski pogovor z Bogom. Pa nadaljujva najno kramljanje. Ne vem, če sem vam omenila, da se vokalno-inštrumentalna skupina te cerkve imenuje Soli Deo Gloria, cerkveni mešani pevski zbor pa Sola Gratia. Da, to je načelo, ki opeva Božjo milost. Usmiljenje pa je nekaj, kar potrebujemo vsi, še posebej starejši, bolni, nemočni. Slišal sem, da imajo v tej cerkvi celo humanitarno dejavnost, ki se imenuje Usmiljeni Samarjan, in so prostovoljci bili 2-krat v Ukrajini, izdatno pa so pomagali tudi po potresu na Hrvaškem in pri poplavah v Sloveniji. Jaz pa sem slišala, da organizirajo izlete, dobrodelne bazarje, delavnice in pomoč starejšim. Podpirajo pa tudi sirotišnico Casa v Ugandi in pa misijonsko delo v Burundiju. Pohvalno, to je usmiljenje v praksi. Sedaj pa prisluhniva, kako pevci te cerkve opevajo Božjo milost. Ta čas, ko se zbor pripravlja, prisluhnimo psalmu 121. Svoje oči vzdigujem k goram, odkod bo prišla moja pomoč. Moja pomoč je od Gospoda, ki je naredil nebo in zemljo. Naj ne da, da bi tvoja noga omahovala, tvoj varuh naj ne dremlje. Glej, ne dremlje, ne spi tvoj varuh, Gospod je tvoj varuh. Gospod je tvoja senca nad tvojo desno roko. Podnevi te ne bo udarilo sonce, ne luna po noči. Gospod te bo varoval vsega hudega, varoval bo tvoje življenje. Gospod bo varoval tvoje odhajanje in prihajanje od zdaj in do večnosti. Stvarnik me
Gospod Trubar, a se vam zdi, da v slovenski družbi in kulturi primanjkuje milosti? Človek si vedno težko predstavlja, da bo dobil neverjetno dragoceno darilo, ki se ga z ničemer ni zaslužil. Mnogi bi se obotavljali, ali bi ga sploh sprejeli. Kaj pa vi? V psalmu 85 je zapisano: Blizu je Božje odrešenje. Gospod dobrohoten si bil v svoji deželi. Odpustil si krivdo svojemu ljudstvu. Pokril si vse njihove grehe. Pokaži nam, Gospod, svojo dobroto. Daj nam svoje odrešenje. Dobrota in zvestoba se bosta srečali, pravičnost in mir se bosta poljubila. Iz zemlje bo pognala zvestoba, z nebes bo gledala pravičnost. Kaj pa načelo solus Christus ali samo Kristus? Tudi če Boga ne bi bilo, bi se ga morali izmisliti. Vi ste leta 1548 službovali v bližnjem Šentjerneju. Zanima pa me, kaj o nujnosti Boga v našem življenju menijo naši duhovniki. Svet je poln izzivov. Pestijo nas številni sodobni grehi človeštva. Ima teologija kakšen odgovor? Zelo polemično vprašanje. Namreč že 500 let imamo 5 reformacijskih stebrov, ki so takrat sprožili velik napredek in preporod družbe. Res je, danes pa je družba očitno spet v krizi. Govorimo o razbitih družinah, o ekoloških krizah, govorimo o tesnobah, stiskah, prestrašeni smo, apatični, tesnobni, depresivni. Ja, res, zelo zanimivo. Čeprav napredujemo v znanosti in tehnologiji, pa se mi zdi, da smo čedalje bolj oddaljeni drug od drugega, prazni, brez smisla. Pravzaprav je naša družba narcisistično naravnana. Pojavlja se globalna kriza vrednot. A ste to opazili, kolegi? Torej je čas, da se družba znova reformira, za kar očitno potrebujemo nov reformacijski steber.
V znanstvenih krogih smo teologi že ugotovili, da potrebujemo novo načelo, nov steber reformacije, sola ecclesia, samo cerkev. Dragi kolegi, to pa ne verjamem, da bo šlo čez, da bodo ljudje za, čeprav tudi za reformacijo sprva niso bili. Veste kaj, jaz pa mislim, da ljudje niso za, zato ker imajo napačne predstave in morda celo predsodke o cerkvi. Kaj misliš o tem? Ko se pogovarjam z ljudmi, mislijo, da je cerkev dolgočasna, polna moraliziranja, obsojanja, izključevanja drugače mislečih, da vzbuja občutke krivde, strahu, da je pristranska in sila hinavska. Draga kolegica, tudi če bi cerkev bila popolna, danes ljudje enostavno ne bi hodili v cerkev, ker nimajo časa. So preutrujeni in naveličeni poslušati. To je lahko res, kolega, ampak cerkev ponuja odgovore na najbolj zapletena življenjska vprašanja. Veste kaj, kolegi, nekaj vam bom povedal. Na podlagi dolgoletnih dušebrižniških izkušenj ugotavljam, da je ljudem cerkev kakor mama. Torej, kakor ljubeča mama? No ja, smiselno. To ima lahko na nek način terapevtski učinek. Pomislimo, če se kdo počuti osamljen, v cerkvi dobi prijatelja. Če prihaja iz težkih družinskih okoliščin, v cerkvi najde novo družino. Če se kdo ne počuti ljubljenega ali sprejetega, ravno v cerkvi začuti Božjo ljubezen. Cerkev naj bi odvzemala težke občutke krivde, ker je to pravzaprav edini kraj, ki nam vrača izgubljeno dostojanstvo. To se pa strinjam. Druge ustanove govorijo o morali, etiki, o vrednotah, res pa je, da edino cerkev pa govori o Božji milosti in miru. Dragi kolegi, zdaj mi pa povejte, zakaj bi torej nekdo, ki že itak nima časa in je utrujen, bi v nedeljo prišel v cerkev? Ja, pa ker je cerkveni oče Avguštin že davno rekel, naše srce je nemirno, dokler se ne spočije in ne umiri v Bogu. Pa tudi zato, ker se bo v cerkvi srečal z Bogom in z bližnjim in njegovo življenje nikoli več ne bo enako. Zaradi Božjega odpuščanja bo rešen krivde, strahu, sramu. Kot pravi veselo oznanilo Evangelija, je Bog človekov svet tako vzljubil, da je dal svojega edinorojenega sina, da se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubi, ampak ima večno življenje. Vidim, da vam je teže, kot je bilo meni. Po eni strani imate krizo globalnega segrevanja, po drugi strani pa krizo ohlajanja človeških src. Dali ste mi misliti? Prav imate, kje drugje bi se reformacijsko načelo solus Christus lahko dejanilo, če ne v cerkvi? Si želim, za tebe živim, ker ni nihče tak, kot si ti.
objem tvoj vroč želim zdaj si. Mi pokaži pot, prosim te, Gospod. Vse, kar želim, za kar živim, le ti si, to si želim, da blizu mene si. Bliže k sebi me zdaj pritegnile, izročam spet tebi se, saj moj prijatelj ti si le. Tebe si želim, za tebe živim, ker ni nihče tak kot si ti. Objem tvoj vroč želim zdaj si. Mi pokaži pot, prosim te, vse, kar želim, za kar živim, le ti si, to si želim, da blizu mene si. Vse, kar želim, za kar živim, le ti si, to si želim, da blizu mene si. Vse, kar želim, za kar živim, le ti si, to si želim, da blizu mene si, da blizu mene si, da blizu mene si. Drage sestre, dragi bratje, če bi hoteli takšne in drugačne božje tolažbe, besede in obljube dojeti in premisliti z našim lastnim razumom in modrostjo, še zlasti, kadar ne čutimo in se ne moremo oprijeti ničesar od tega, kar nam Bog obljublja, potem bi dvomili o božjih obljubah, ne bi se menili zanje in bi celo odpadli od Boga in od njegove besede. Zato v stiskah potrebujemo pravo vero. Kot pravi zadnje reformacijsko načelo sola fide. Samo s takšno vero zmore kristjan v stiskah in skušnjavah stati in obstati. Milost Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga in občestvo Svetega Duha z vsemi. Amen. Dragi zbrani, najprej naše nocojšnje razmišljanje začnem s preprostim opažanjem. Eden izmed najpogostejših stavkov, ki jih sodobni človek izreče, je: nimam časa. Pa je temu res tako? V bistvu ima vsak od nas v povprečju na svojem računu v banki časa
2 milijardi 522 milijonov 880 tisoč sekund. Kaj s temi sekundami naredimo? Kako jih unovčimo? Kam jih investiramo? Ali ste vedeli, da se v razponu vsake sekunde rodijo 4 otroci? Vsako sekundo Sonce v vesolje odvrže 1 milijon ton materijala. Vsako sekundo, v vsaki celici našega telesa pride do 100 tisoč kemijskih reakcij. Vsako sekundo v zemljino atmosfero izhlapi 16 milijonov ton vode. Vsako sekundo se naše vesolje poveča za 74 kilometrov. Vsako sekundo navadna muha zamahne s krili 11 tisočkrat. Pa ne samo to. Vsako sekundo ljudje na svetu pošljemo okoli 2,8 milijona elektronskih sporočil. Vsako sekundo pa umreta najmanj 2 človeka na Zemlji. Dragi zbrani, morda pa je 1 sekunda dovolj tudi, da se človek reši praznine, da v svojem življenju najde smisel in odgovore na težka, zapletena vprašanja, ki jih je tako dolgo časa iskal. Vrstica iz Svetega pisma, ki naj predstavlja podlago za današnje kratko razmišljanje, je iz Evangelija po Luki 15, poglavje 24. vrstica, kjer pravi takole. Ta, moj sin, je bil namreč mrtev in je oživel. Bil je izgubljen in je najden. In začeli so se veseliti. Prebrani odlomek se nanaša na znano priliko o izgubljenem sinu, ki jo najdemo v Lukovem evangeliju. Gre za 3. izmed 3 prilik, ki pravzaprav govorijo o vrednosti človeka. V tej priliki Jezus pove zgodbo o 2 sinovih in očetu. Starejši sin ostane doma pri očetu, mlajši pa od očeta zahteva, da mu da vse premoženje, na kar prekine odnos s svojo družino, odide proč, živi razuzdano življenje, vse zapravi, nato pa se vrne domov, v očetovo hišo. Z vidika interpretacije prilike je možno zaključiti, da starejši sin predstavlja Jude, mlajši sin ne Jude, torej ostale. Oče je usmiljeni Bog, ki odpušča. Očetova hiša pa je cerkev, kamor se izgubljeni zatekajo. Evangelist Luka, ki je bil tudi zdravnik, ti 2 stanji in 2 kontrasta poveže v celoto. Torej biti mrtev enači z biti izgubljen. Biti oživljen enači z biti najden. Kaj pomeni biti mrtev oziroma izgubljen? V originalnem grškem izvirniku vidimo, da se besedna zveza biti mrtev ne nanaša nujno samo na fizično smrt, pač pa tudi na duševno in duhovno smrt. V nadaljevanju pa si poglejmo 4 vidike, kaj lahko pomeni biti mrtev ali biti izgubljen danes. Prvič, mrtev človek. Na papirju lahko naše življenje izgleda popolno. Morda smo relativno zdravi, imamo stabilen prihodek, streho nad glavo, družino, prijatelje, pa vendar, ko dnevi tečejo, se sprašujemo, ali je to res vse? Morda smo izvedeli za težko diagnozo. Pravzaprav se o smrti, umiranju, staranju ne pogovarjamo. To raje izrivamo iz svojih mislih, ker nas je tega strah. Kaj pa izgubljene sanje, izgubljeno upanje, številne zamujene priložnosti? Vse to so koščki naše življenjske sestavljanke, ki manjkajo, ki pravzaprav na nek način umirajo. Kateri del sebe smo na svoji življenjski poti izgubili? Za čim žalujemo? Zreducirani na ponižanje preteklih izkušenj, izgub, zamujenih priložnosti, krivde, sramu, tesnobe, osamljenosti, izgubljenega dostojanstva in nejasne identitete, morda prihajamo k sebi
in ugotavljamo, da svoje življenje zapravljamo in smo v resnici izgubljeni. Če človek ugotovi, da je duhovno mrtev, torej osamljen, brez smisla, potem je tu nebeški oče, ki čaka svoje izgubljene sinove in hčere. Z milostjo smo namreč odrešeni po veri in to ni iz nas, ampak je Božji dar, kot pravi v pismu Efežanom. Mlajši sin v zgodbi, ki pravzaprav prispodablja nas, je od očeta, torej od Boga prosil za delež premoženja. Grški izvirnik pravi, da s to besedo premoženje je v resnici mišljeno to, kar je minljivo, kar je materialno. Oče pa namesto premoženja sinovoma podeli imetje, kar v izvirnem grškem jeziku označuje življenje. Kaj to pomeni? To pomeni, da je Bog v človeka vsadil življenje, hrepenenje po tem, da bi živeli smiselno. Zato ne čudi, da sin pride do spoznanja, da mora iti vase, ko ugotovi, da je v resnici mrtev. Da mora vstati in se vrniti k očetu, torej Bogu, ki pa se ga takoj usmili, mu teče naproti, ga objame in poljubi. S tem sin dobi nazaj izgubljeno življenje. Drugič, mrtvi odnosi. Morda pa so umrli naši odnosi z drugimi ljudmi. Morda je prišlo do sporov, težkih besed, oddaljenosti med nami. Kolikokrat se počutimo prizadete, ponižane, zaradi uničenih odnosov z drugimi ljudmi. Morda smo veliko življenjske energije in časa zapravili za odnose, ki so umrli. Sedaj pa se tako kot izgubljeni sin sprašujemo in si govorimo, ali smo sploh dovolj vredni, da bi se imenovali Božji otroci, partnerji, možje, žene, sinovi, hčere, prijatelji drug drugemu. Ko spoznamo, da smo zlomljeni in ranjeni in ko gledamo na ruševine naših mrtvih odnosov, nam evangelij sporoča, da je Bogu mar za nas. Ne vem, če ste opazili, to, da v besedici srečanje med človekom in Bogom ali pa srečanje med bližnjim se skriva beseda sreča. Sreča je torej biti v odnosu z bližnjimi, sreča je torej biti v odnosu z Bogom. V evangeliju je tudi zapisano, da Bog ob srečanju z izgubljenim sinom poskrbi zanj najboljše oblačilo, kar je znak tega, da nam Bog vrača izgubljeno dostojanstvo. Da mu prsta na roko, kar je znak, da smo opravičeni po veri in da nam Bog vrača zlomljene odnose, da smo posinovljeni. Sinu nadene še sandale na noge, kar pomeni, da nismo več sužnji greha, ampak smo svobodni. Tretjič, mrtev Bog. Danes ljudje smatrajo, da je Bog neuporaben, nepotreben. Brišemo ga iz svojega življenja, brišemo ga iz družbe, zdi se nam tako krut, oddaljen, odsoten. V resnici smo to storili zato, ker smo Boga postavili na zatožno klop in ga obtožili, da je kriv za našo nesrečo. Zdi se, da je ta skupna obsodba Boga edina možnost za združitev človeštva. Citiram, kaj je o kolektivnem umoru Boga zapisal filozof Nietzsche. Začetek citata. Mar niste slišali o tistem norem človeku, ki je pri belem dopoldnevu prižgal svetilko, stekel na trg in ni nehal kričati: Iščem Boga, kje je Bog? Je zaklical. Jaz vam to povem. Umorili smo ga, vi in jaz. Konec citata. Ko o tem premišljujem, ne morem drugače, kot da se strinjam, da je takšna podoba Boga, kot si ga zamišljamo in ustvarjamo ljudje, res mrtva. Ne obstaja in nam ne koristi. Mrtvega Boga ne želim v svojem življenju. Toda, ali je Bog res mrtev? Ali pa so mrtve samo naše predstave, zamisli, prepričanja o tem, kakšen Bog je? Bog se je namreč v Kristusu učlovečil. Postal je človek, zato da bi lahko vse naše predstave o kaznovalnem, nepotrebnem Bogu umrle. Kakšen je torej Bog? Poglejmo v evangelije. Jezus gre na zabavo, na poroko, rad je v dobri družbi. Zna postavljati meje farizejem.
ne dovoli, da ga izkoriščajo. Postavi mejo celo svojim staršem. Rad ima sprehode v naravi, se večkrat razjezi. Mar mu je za tiste, ki so na robu družbe, je v časovni stiski, čuti pritisk delovnih obveznosti. Ljudje so nad njim večkrat razočarani, ker jih ne obišče, ker jih ne usliši. Takšna podoba Boga je življenjska, je realna. Tak Bog je uporaben in razumevajoč. Četrtič in zadnjič, mrtva cerkev. Morda se nagibamo k zaključku, da je Bog živ, vendar imamo velike težave s cerkvijo. Namreč o cerkvi si lahko mislimo, da je mrtva, polna pravil, neživljenjska, obsojajoča, da ni v stiku z realnostjo, torej dolgočasna. Morda je zaradi slabih izkušenj naša predstava o cerkvi popačena. Toda v prebrani začetni vrstici je zapisano, da so se začeli veseliti, ko se je izgubljeni sin vrnil k očetu, k Bogu. Očetova hiša, v katero se vrača izgubljeni sin, je prispodoba za cerkev. Kakšna torej mora biti cerkev in kdo jo sestavlja? Cerkev naj je kraj veselja, radosti odrešenja. Cerkev smo ljudje, prav mi, z vsemi svojimi napakami, pomanjkljivostmi. Cerkev oznanja evangelijo o odpuščanju, ljubezni, opravičenju. Iz cerkve doni sporočilo miru, sporočilo o večnem življenju. Prva cerkev je dejala, da je Bog kakor oče, cerkev pa kakor mati. Mogoče je danes priložnost, da pokopljemo tudi napačno predstavo o cerkvi. Cerkev nikakor ne sme biti dolgočasna inštitucija, ki ljudem pere možgane, ampak mora predstavljati mesto, kjer dobimo uteho, tolažbo, upanje in tudi voljo za obnovo naših morebiti zlomljenih odnosov. Cerkev mora postati kraj, kjer ni bratomorov, kjer sta Abel in Kain zakopala bojno sekiro in sta zmožna imeti Boga za očeta in cerkev za mater. Ali bomo še iskali Boga? Ali se je Bog morda izgubil? Kje je Bog? Dovolimo, da se nam v vsej svoji veličastni in spokojni tišini približa in prinese mir v ta naš zmedeni in kaotični svet. Dragi prisotni, zato, da se nam Bog približa, ne rabimo veliko storiti. Dovolj je, da pomislimo na dve besedi, ki predstavljata začetek Jezusove molitve Oče naš. Če rečemo, da je Bog Oče, s tem oživimo svoj odnos z Bogom. Če pa rečemo, da je Bog naš Oče, pa s tem oživimo tudi odnose drug z drugim, z bližnjimi. Amen. Zato skupaj zapojmo Jezusovo molitev, Oče naš, ki je molitev cerkve. To je molitev vseh molitev, saj je ekumenska. Moli se v vseh krščanskih cerkvah, moli se iz generacije v generacijo po celem svetu in povezuje vse ljudi. Vstanimo. Predlagam, kdor želi, da se med to pesmijo držimo za roke.
zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj danes nam vsakdanji kruh in odpusti nam vse dolgove, kakor mi odpuščamo dolžnikom. In ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega, ker tvoje je kraljestvo, moč in slava, o naš Oče, za vekomaj. Dragi vsi, Gospod naj te blagoslovi in te varuje. Gospod naj da sijati svoje obličje nad tabo in naj ti bo milostljiv. Gospod naj dvigne svoje obličje nad te in ti podeli mir. Amen.